okrasili doma in da smo res jim polepšali dan in tudi december prihajajoči. Koliko ljudi ste angažirali na tej razstavi? Ekipa cvetličarjev je bila malo več kot 20, pravzaprav tisti, ki so delali dan in noč. Takoj po 1. novembru smo začeli z izdelovanjem izdelkov, naročanje je potekalo že od avgusta naprej, tako kot marketing in priprave na splošno idejnega projekta in zasnove, ampak samo delo, ko delo je trajalo 3 tedne in so delali do zadnjega, do včeraj, do polnoči smo postavljali, smo aranžirali, smo pripravljali in isto zjutraj, danes ob 6. zjutraj smo že bili tukaj in smo vse pogledali, če vse štima, če vse drži tako, kot mora biti in res temu ekipi se moram zahvaliti za to energijo, ki so jo vložili v vse izdelke, ker mislim, da se to tudi čuti, ta duša, ki so jo dali. Da je razstava ujela pravi ritem, pa je poskrbel Boštjan Grm, vodja projekta. Kaj vse je bilo potrebno, da ste pripravili tale prostor? Predvsem izoblikovati idejo, porabili smo veliko ur, pa dobro ekipo, da smo lahko to speljali, da je to danes to, kar je. In kaj vas je vodilo? Barve, dizajn? Eno in drugo, vse skupaj v bistvu, da lahko narediš celoto, rabaš te oboje to. Barve in dizajn rabaš, seveda. Katere so letošnje modne barve? Letošnji trendi so viola, ki se pojavlja že nekaj let v različnih odtenkih, potem je novost bela in turkiz, ki v bistvu prikazuje ta zimo, hladno, pa še vedno elegantno, ter skupek vseh barv, ki so take igrive ali pa mogoče celo primerne za te praznike, ki imajo ljudje radi polno barv. In kakšne materiale in kakšne rastline, rože ste uporabili? Za izdelavo novoletnih adventnih aranžmajev se veliko uporablja jelka, suhi materiali smo pa letos naredili kot novost, tudi smo kombinirali sveže cvetje, da ljudje začutijo, da se lahko da narediti tudi božični aranžmaj z novoletnega cvetja, ki se ga mogoče tedensko menja, iz svežega cvetja in se ga tedensko menja in je v bistvu to pika na i pri izdelku. Tu na razstavi je bilo, bom rekel, veliko vaših kolegov stroke. Kakšna so bila njihova mnenja, ste kaj prisluhnili? Smo jim prisluhnili, vsi so navdušeni, same pohvale smo poželi, tako da smo veseli in zadovoljni. In koliko ljudi ste angažirali? V sam projekt smo angažirali na 25 ljudi, kar zelo intenzivno, pa še nekaj manjšo skupino drugih ljudi. In upate, da boste danes prodali vse te vaše aranžmaje ali bo kaj ostalo? Sploh ne gre za to, če bomo prodali že zaradi obiska. Po obisku sodeč smo dosegli uspeh, smo zmagali. Se bojo pa stvari, ki ostanejo, še vedno prodajale po naših cvetličarnah, ki jih je v bistvu 14 po celi Sloveniji, tako da vse stranke nas še vedno lahko najdejo in ni problem dobiti izdelek tudi na naših stalnih lokacijah. Prihodnje leto lahko pričakujemo ponovitev? Mogoče ali pa kje drugje v kakšni drugi obliki. Upam, da ste skozi te minute dobili kakšen namig za vaše adventne, božične in novoletne okraske. Če jih niste, pa vam še vedno ostaja pot, saj veste kam.